Smo pri 8. nalogi. Naklon pobočja je 60 stopinj. Na vrhu pobočja na nadmorski višini 2500 metrov se je sprožil kamen in se je ustavil po 50 metrov kotaljenja po pobočju. Izračunajte, na kateri nadmorski višini se je ustavil. Se pravi, najprej si je tako nalogo najbolje malo skicirati. Se pravi, imamo en hrib. Ojoj. Bom kar z ravnimi črtami, vidim, da tole. Imamo en hrib, a ne? Ta hrib je na eni višini. In nekako se izkaže, da je tale višina, da tole dobimo pravokotni trikotnik, a ne. Tule je pravi kot. Naklon pobočja, to pomeni od ravnine do pobočja je 60 stopinj. Nadmorska višina je od 0 pa do vrha, se pravi, tale del je 2500 metrov. In zdaj imamo kamenček in ta kamenček se je takole dol valil in tole valjenje vse skupaj je bilo 50 metrov. Tale kamenček je zdaj prišel do tule dol. Zdaj nas zanima, na kateri nadmorski višini se je tole zgodilo, ne. Zdaj, če tale rdeča črta in ta spodnja črta sta si vzporedni, to pomeni, da bo tudi tule pravi kot in da bo tudi tule 60 stopinj. In imamo zdaj, če bi vedeli, kaj iščemo, ne, iščemo razdaljo, tole razdaljo pa zdaj iščemo. Okej, pravokotni trikotnik, ni dileme, to bojo kotne funkcije. Gledamo na tale kot, to je pravi kot, se pravi, tale je hipotenuza in pa glede na to, da je tale nasprotna kotu, označimo z nasprotno, iščemo kotno funkcijo, ki govori o nasprotni in hipotenuzi. To je seveda sinus, ker smo rekli, da je streha kota nad hišo, ne. Sinus alfa je nasprotna ulovljena z hipotenuzo. Oziroma S za sinus, streha je nad hišo. Okej, vstavimo podatke, tiste, ki jih imamo, in izračunamo. Se pravi, sinus kota tegale, 60 stopinj, je nasprotna, to je naš x, ki ga želimo videti, in potem hipotenuza je pa 50 metrov. Sinus 60, najprej mogoče izrazimo ven x, pomnožimo s 50, da gre na drugo stran, se pravi, imamo 50 krat sinus 60 stopinj je x. Vse skupaj damo v kalkulator. Sinus 60, tu pazite, da boste imeli stopinje, in pa krat 50 je, dobimo, da je 43,3 metra je x. Pravi, če bi pogledali, na kateri nadmorski višini je zdaj to, potem moramo reči, nadmorska višina je 2500 minus 43,3 metre. 2500 minus 3 in je skupaj tole 2456,7 metra, ne. Tukaj morate dati, najboljše, da date tudi odgovor, vstavi vse na nadmorski višini 2456,7 metra. Okej. Naslednja naloga. V dani koordinatni sistem skicirajte graf polinoma. Če piše skicirajte, potem pomeni brez obvoda. Poglejte si, kako smo risali graf polinoma, šli smo po določenih točkah.
Prva točka so bile ničle. Ničle so tam, kjer je polinom nič. Se pravi, p od x mora biti nič. Ker že imamo razcepljen polinom, ga lahko kar napišemo x plus 1, x minus 4 pa x plus 2 je nič. In ta izraz bo nič, ko bo eden izmed faktorjev nič. Prvič x1 je minus 1, ker se pojavi samo enkrat, je liha ničla. x2 je 4, ker se pojavi samo enkrat, je liha ničla. In x3 je minus 2, ker se pojavi samo enkrat, je liha ničla. Okay. Potem drugič smo rekli začetna vrednost oziroma presek za y-osjo, ne. To pa rečemo x je nič in zračunamo vrednost polinoma v točki nič. Nič plus 1, nič minus 4 pa nič plus 2. Okay. P od nič je potem enkrat minus 4 krat 2, kar je minus 8. Se pravi, presek grafa z y-osjo je nič pa minus 8. Okay. Potem pa še tretja stvar, ki smo jo delali. Zdaj, tukaj bi mogli še potem ekstreme zračunati, ne, ampak ker delamo skico, tega ne rabimo. Če bi se kdaj ne spomnili, kako ekstreme zračunati, važno je, da vsaj skico narišete. Ne, to je že kar dovolj. To je pa zdaj predznak. Za predznak smo pa rekli, označimo vse ničle. Prva ničla je minus 1, pa gor označimo, da je liha. Potem druga ničla je 4, pa gor označimo, da je liha. Pa tretja ničla je minus 2 in gor označimo, da je liha. Nekje moramo začeti in začnemo v točki A, nič minus 8. Kaj nam pove? Nad ničlo je vrednost minus 8, se pravi, je minus. Nad ničlo je torej minus. Predznak se spremeni v lihih, v sodih pa ostane enako. Se pravi, zdaj imamo tukaj minus, 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 gremo čez liho, je plus. Gremo nazaj, minus, minus, čez liho je plus, pa čez liho je minus. Tako, zdaj pa minus pa plus bomo potem upoštevali, pa narišimo zdaj ta graf. Ta graf bomo narisali tako, da bomo najprej označili ničle. Ničle so v bistvu presek z x-osjo oziroma narišemo točko ničlo 1 v minus 1 nič. Ničlo 2 v 4 nič, pa ničlo 3 v minus 2 nič. Se pravi, imamo zdaj minus 1 je tule. Potem imamo minus 2 je tule, pa 4 je tule. Ok, zdaj pa poglejmo, kaj še vemo. Poznamo še presek z y-osjo, je pa minus 8, minus 1. Tule minus 8 in tule je naša točka A. Nič minus 8. Dobro. Zdaj pa, kje začeti? Začnemo pač v eni izmed ničel. Recimo lahko začnemo pri najbolj levi. Plus pomeni, da smo nad x-osjo, ker so pozitivne vrednosti. Minus pomeni, da gremo pod x-os. Ker je tole skica grafa, lahko gremo poljubno navzgor, ne. Imamo zdaj minus 2, od minus 2 gremo gor do naslednje ničle. To je tule, minus 1. Desno od minus 1 smo zdaj, to je minus. Gremo navzdol, poznamo točko A in se vračamo do štirke. Desno od štirke je plus. Rekli smo, po vseh ničlah gremo strmo navzgor. Tako. Levo pogledamo, levo je minus 2. Levo od minus 2 še moramo narisati in to gre pa v minus. Tako, pa gremo navzdol. Takole, pa smo narisali graf. Lahko poskusite, pa določite še lastnosti tega grafa, če želite.
da malo povadite, kje narašča, kje pada, katere točke ležijo na grafu in katere ne. To so razna vprašanja. Drugače vse točke smo si pa zaslužili. Tako. To je zdaj 9. naloga. Se pravi, ta je zdaj zadnja iz prvega dela, kjer so bile točke vredne po 4, kjer so bile naloge vredne po 4 ali pa po 5 točk, ne. Zdaj nas čakajo še pa tiste 3, od katerih lahko izberete 2. Takole. Zdaj pa samo še pogledamo rešitve teh nalog od 8. pa 9., če smo imeli prav, za vsak slučaj, da ne bomo kaj narobe povedala. Se pravi, spet smo rekli 2457 metrov je bila rešitev in je okej. Dobro. Pol pa ničle smo izračunali, presek z y smo izračunali in tudi graf smo skicirali, a ne. Zdaj tukaj opazite, mi smo pri 8 že zavili. Zakaj je skica tukaj takšna? Zato, ker so risali računalniško in so ekstremi bili v bistvu veliko večji.